V nadaljevanju se bomo posvetili še dvema pomembnima prvinama javnega nastopanja, in sicer glasu ter telesni govorici. Vsebina namreč pade na plodna tla samo takrat, ko jo tudi dobro predstavimo. Pa dajmo začeti pri glasu, ki je osnovno orodje komunikacije. Naš glas je izraz naše integritete, odraža našo notranjost. Ponavadi že po glasu prepoznamo, v kakšni meri je oseba, ki govori, pristna, poštena, verodostojna, pa tudi ali govori to, kar res misli in kar res živi. Preko glasu zaznamo tudi, kakšen odnos ima nekdo do sebe in s tem seveda posledično do publike. Ali je spoštljiv, ugotovimo, ali je zadirčen, mogoče ciničen, lahko je srčen. Glas se lahko trese, lahko je visok, če smo živčni, če imamo tremo. In manj, ko smo odprti do publike, bolj je stisnjen tudi glas. In obratno, bolj, ko smo odprti, bolj je odprt in prijeten. Ko enkrat spoznamo svoj glas, takrat ga začnemo uporabljati na tak način, da se z njim res izrazimo v celoti, v vsej svoji lepoti. Ampak v prvi vrsti je pomembno to, da sprejmemo svoj glas. Točno takšnega, kakršen je. To seveda zahteva svoj proces, zahteva svoj čas. Nekateri ljudje lažje sprejmejo svoj glas, nekateri zato potrebujejo nekoliko več časa. Sama sem kot radijska moderatorka veliko delala z glasom, priznam pa, da sem potrebovala kar veliko časa, da sem ga zares sprejela, da lahko danes rečem, da mi je moj glas všeč, pa da ga rada slišim. Kaj pa vi?